Lepo pozdravljeni. Tole je tretji del četrtega predavanja SNMR spektroskopije za biokemike in kemike na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. V prejšnjih, oziroma v tem predavanju smo obravnavali 2D NMR eksperimente in v prejšnjem delu smo prišli do faznega cikla. Videli smo, da je zelo uporaben način, da na detektorsko tuljavo pripeljemo ali pa detektiramo magnetizacijo, ki zares želimo izmeriti, ali pa jo pač ne moremo izmeriti in kaj lahko se želimo znebiti. Se pravi, zato, da bomo lahko pisali, smo pa že par transparenc nazaj uvedli pojem koherence. Seveda, ker gre za stvari, ki jih z vektorčki ne moremo pokazati, se pravi, ker je pa seveda zato, da ta tako imenovano vzbojena stanja imajo delta M več, se pravi, ali manj različno od plus minus 1. Prav splošno je koherenca generaliziran pojem transverzalne magnetizacije. Seveda bomo v nadaljevanju o tem se več pogovarjali. Že zdaj pa je prav, da povemo, da longitudinalna magnetizacija, se pravi ravnotežna magnetizacija, ni stanje koherence. In bomo videli, da ima koherenčni red nič. Se pravi, dotaknili smo se v prejšnjem predavanju product operatorja in videli smo, da lahko zgodimo večkratne kvantne prehode. Videli smo tudi, kako jih prevedemo v vrljivo magnetizacijo. To je bilo, samo toliko, da spomnim, primer eksperimenta je bil DEPT. Se pravi, ti product operatorji za taka stanja lahko pišemo s takimi členi, 2ix, sx in tako naprej. Dvojka je samo normalizacijski člen. Prav, tam pri DEPT-u smo videli, da smo istočasno vzbudili fotonski spin in ogljikov spin. In seveda potem različne kombinacije. Ko smo se pogovarjali o product operatorjih, smo se dotaknili tudi tako imenovanih raising in lowering operatorjev. Rekli smo, da so to operatorji, ki dvignejo ali zmanjšajo stanje koherence za eno vrednost in ti bojo seveda zdaj prišli prav. In tako dvojno kvantno koherenco pišemo s takimi kombinacijami operatorjev, zero quantum koherenco, se pravi koherenco ničelnega reda, pa s takimi členi. Zdaj že iz gramatičnega pa normalnega sveta vemo, da je sistem koherenten, ko imajo vsi njegovi elementi nekaj skupnega in to ohranijo s časom. V NMR bi lahko rekli, da imajo skupno fazo in pa sistem ni koherenten, ko zveza med fazo komponent ne obstaja. Zdaj za NMR je ključno, da recimo po 90-stopinskem pulzu je sistem spinov ena polovica koherenta. Videli bomo tudi, kaj to pravzaprav pomeni. To sem že omenil, da magnetizacija ZOŠ-Z, se pravi ravnotežna magnetizacija, nima koherenčnega reda. Se pravi, po 90-stopinskem pulzu je v tistem momentu magnetizacija dobro definirana vzdolž posamezne osi. Ko čakamo, teče čas, pa pride do razvoja. Mi smo se pogovarjali tako o relaksacijskih procesih, pogovarjali smo se tudi o procesih, ko prihaja do razvoja magnetizacija ravnini XY, recimo zaradi kemijskega premika, sklopitvenih konstant in še kaj takega. Prav, če zdaj v prvih delih potem povezavo med posameznimi elementi magnetizacije, lahko so to različni kemijski premiki, da si lažje predstavljamo, še obstaja, če pa počakamo dlje časa, pa se pravi ta koherenca, ta vez z začetnim stanjem ali pa sovisnost, povezanost, zveza med njimi izgubi in tako nekoherentni sistem nima več signala. Zato, ker smo se mi zdaj pogovarjali, seveda bi to pomenilo, da se je sistem vrnil v ravnotežje. Zdaj, uvedemo še en izraz, ki se mu reče koherenčni red.
Se pravi, definiramo ga tako, da recimo na primeru enega samega spina, ki seveda v magnetnem polju se orientira, če je to spin ena polovica, v smeri polja in nasproti, pa imamo možnost prehoda spremembo enega kvanta in v tem načinu, ali pa ko obdelujem koherenčne rede, lahko se spremeni koherenčni red gor ali dol. Prav imamo plus ali minus ena. Zdaj, seveda to gre za zbujanje. Takale magnetizacija je tista, ki je merljiva. Na samem začetku predavanj smo povedali, da tokrat veljavi detektorja povzročajo prehodi spremembo enega kvanta, tako imenovani single quantum coherence prehodi. Lahko še to ponovimo, da je ta SQC, se pravi single quantum coherence, konvencionalno ravnotežna magnetizacija, ki daje signal. Če si pa zamislimo dvospinski sistem, o tem smo se tudi že pogovarjali, se pravi, potem imamo, če imamo dva spina, ki sta skalarno sklopljena, imamo energijsko najbolj ugodno stanje alfa-alfa, lahko vzbudimo en spin, imamo stanje alfa-beta, potem pa še drugega beta-beta. Seveda gremo lahko tudi, če tako rečem, po drugi strani, najprej vzbudimo prvega in potem oba. Zdaj, ko sem uvajal NOV efekt, smo takrat videli, da tile 4 so prehodi spremembo enega kvanta, ampak istočasno se po takem sistemu sklopljenih spinov pojavi možnost za prehode spremembo 2 kvantov, pravimo, da imajo koherenčni red 2, plus ali minus 2, in pojavi se možnost prehodov med stanji alfa, beta, beta, alfa, ki pa imajo koherenčni red 0. Zdaj, zadeva postane zelo zanimiva, če si predstavljamo dva sklopljena spina, so seveda tile 4 rdeči, se pravi prehodi s koherenčnim redom 1 so tisti, ki dajo tok v tuljavi, in za dva sklopljena spina bomo v enodimenzionalnem spektru opazili dva dubleta. Če sta seveda kemijska premika obeh spinov dovolj različna. Vidimo pa seveda, da obstajata še dva prehoda, in te sta posebno zanimiva. Če samo spomnim, Cozy-Pozna sekvenca, smo rekli dvodimenzionalna metoda, osnovni 2D NMR eksperiment, ki v svojih rezultatih, grafih pokaže korelacijo zaradi sklopitvenih konstant. Spomnimo se samo, imamo zbujanje z 90-stopinjskim pulzom, potem imamo inkrementacijski čas T1, drugi 90-stopinjski puls in akvizicijo, se pravi čas T2, ko detektiramo tok v tuljavi. Zdaj, že po tejle razpravi lahko hitro pomislimo na to, da je 90-stopinjski puls kreiral hard puls, se pravi neselektivni puls, vzbudil je vse protone in spini po tem pulzu evolvirajo pod vplivom spin-spin sklopitvene konstante, ki da antifazno magnetizacijo, ki rabimo za prenos koherence. V tem času prenesa razvoj. Se pravi, tale 90-stopinjski puls v povezavi s tem diagramom vzbudi prehode koherenčnega reda 1. Drugi 90-stopinjski puls je bil seveda ključen za inverzijo, ker se spomni razpravo o ineptu, ali pa seveda za kreiranje signalov v 2D spektru, pa koherenco povezano s prehodi spremembo enega kvanta porazdeli tudi med druge prehode. Kot da bi malo premešal ta stanja znotraj spinskega sistema. Če bi si pogledali tale prehod, seveda ta je glavni, recimo v 2D spektru diagonalni signal, se pravi kemijski premik na eni in drugi osi enak, ampak neke magnetizacije se s tem drugim pulzom preseli tudi na dvojne niče, se pravi prehode z dvema, prehode z nič kvant in seveda tudi na druge 3. In to je seveda v Cozy spektru dalo diagonalne in izven diagonalne signale, so tako imenovane korelacijske signale, cross-pike, ki so seveda izredno pomembni za interpretacijo.
Mogoče bi samo še enkrat ponazoril, se pravi tale 90-stopinjski puls vzbudi prvi puls, vzbudi enojno kvantno koherenco, potem poteka, o tem smo govorili v času T1 evolucija zaradi sklopitve konstance, drugi pa premeša, se pravi vzbudi tudi dvojne kvantne prehode. Samo iz ilustracije, zato ker verjamem, da kemiki nismo najbolj, pa biokemiki najbolj vešči matematičnega zapisa, mogoče samo zato dvojni kvantni prehod ne da toka v tuljavi. Prav tako tudi ničelni. To smo povedali na samem začetku, zato da lahko detektiramo, se pravi, magnetizacijo na tuljavi detektorja, NMR spektrometra, lahko mora biti prehod, sprememba enega kvanta. Se pravi, takile dvojno, se pravi, double quantum prehodi so nevidni za NMR spektrometer. Lahko si predstavljamo, da gre za takele antifazne komponente magnetizacije. Recimo, če prvi spin E1 ima komponente magnetizacije vzdolž osi X, drugi spin 2 ima magnetizacijo vzdolž osi Y, oba dva, sprav to je seveda eno stanje, ker sta oba dva vzbojena, ne spin 1 in spin 2, oba dva se, če tako rečemo, precesirata v ravnini XY, se pravi v ravnini in navzven seveda ne ustvarita toka v tuljavi. No, če se zdaj vrnemo oziroma nadaljujemo ta naš pogovor, se pravi, smo še vedno pri tem sistemu dveh spinov. Vemo, da imamo 4 prehode s spremembo enega kvanta, to so tisti, ki bodo dali cross, se pravi signal na tuljavi detektorja, in seveda 2 dubleta v spektru. Zdaj, uvedli bi potem še pojem coherence transfer pathways, to so takile diagramčki, kjer po vzbujanju, se pravi ravnotežna magnetizacija vzdolž osi Z ima koherenčni red nič, po vzbujanju z 90-stopinjskim pulzom pa ustvarimo koherenčni red 1 ali -1 in imamo transverzalno magnetizacijo. Prav, to, kar smo prej malo bolj grafično, zdaj lahko zapišemo s takimi diagramčki, rečemo jih coherence transfer pathways. Zdaj postaja pa potem neki pravil, se pravi transverzalna magnetizacija v ravnini XY ima koherenčni red 1 ali -1 in ta je tista, ki da tok na tuljavi. In NMR-isti so se odločili, da bo na tuljavo detektorja prišla magnetizacija s koherenčnim redom -1. Se pravi, 90-stopinjski puls bo vzbudil tudi koherenčni red 1, +1, ampak po definicijah tisti, ki bo dal tok v tuljavi tale, in tega povezujemo z Larmorjevo frekvenco plus omega nič. Se spomnite, ko smo se pogovarjali o Fourier transformu, smo omenjali tudi tole minus omega. Se pravi, na nek način se odločimo, da stanja s koherenčnim redom +1 ne detektiramo in zdaj seveda bomo videli, puls je vzbudil, realnost je vzbojeno, mi bi pa seveda radi, da faza sledi želeni komponenti magnetizacije in seveda, kako se to naredi. Pravi, vzamemo malo, tako razširimo našo pulzno sekvenco, imamo vzbujanje, potem imamo transverzalno magnetizacijo, potem pa uporabimo pi-puls, ki ga tudi že poznamo, tudi vemo, zakaj je pi-puls tako pomemben, invertira magnetizacijo, lahko je del spin-ehov zaporedij. Zdaj že malo vemo, se pravi, imamo ravnotežno magnetizacijo vzdolž osi Z, koherenčni red nič, 90-stopinjski puls vzbudi koherenčni red 1 ali -1, pi-puls bo pa seveda invertiral, to v tem diagramu pomeni, da spremeni koherenčni red za 2. Tukaj sta zdaj narisani 2 možnosti razvoja magnetizacije, mi se pa odločimo, da bomo sledili koherenčnemu redu, v tem diagramčku poti, ki je odebeljena.
se pravi zadnja, s tem, da bo detekcija seveda potekala koherenčnega reda -1. Zdaj, seveda vprašujemo se, kako zdaj to izpeljati. In mislim, da nam je že jasno, da bomo to naredili s tako imenovanim phase cycle, faznim ciklom, ki smo ga uvedli v prejšnjo predavanje. Zdaj, mislim, da smo nekajkrat poudarili, da je razumevanje NMR-ja lahko zelo kompleksno, s tem seveda tudi zelo natančno, ampak mi bomo tukaj spoznavamo vse z osnovnimi koncepti in tudi verjamemo, da nas fizikalni ne zanima interpretacija, moramo pa določene stvari vedeti. Se pravi, tisto, kar je pomembno, je pulzi spremenja koherenčni red. Se pravi, vmes, ko poteka razvoj, ko se recimo razvija T1, se povečuje, recimo to poznamo do zdaj, takrat bo magnetizacija tam, kjer je. Se pravi, odločili smo se, oziroma to že vemo od samega začetka predavanja, da je single quantum tranzicija so tiste, ki dajo tok na daljavi, in pa da bo število ciklov in korakov na posamezni cikl bo odvisno od kompleksnosti. Mogoče zdaj še ni čisto jasno, bo, ko bomo obdelali nekaj primerov. In pa nekako taka ključna enačbica, se pravi, če bomo želeli zbrati določeno komponento reda koherence, tako za puls ali pa potem detekcijo, bomo fazo tega pulza sprejemnika nastavili v skladu s tole enačbo. Se pravi, faza pulza bo tako minus delta P, pri čemer je delta P sprememba koherence, ki želimo slediti, phi bo pa faza. Če zdaj to malo kompliciram, vsekakor pa tale enačba ali pa pravilo nam pomaga dizajnirati fazni cikel za pulzno sekvenco, tako da izberemo določene signale, ki so povezani z določeno koherenco in zavržemo ostale. Bomo zdaj videli, kaj to zares pomeni. Spomnimo se najenostavnejšega enodimenzionalnega eksperimenta, pulse and required, 90-stopinjski puls zaznamo FID. Zdaj že vemo, da gremo iz ravnotežnega stanja s koherenčnim redom nič, 90-stopinjskim pulzom spodimo koherenčni -1 in +1 in določili smo že prej, da moramo na daljavo detektorja po definiciji pripeljemo stanje s koherenčnim red -1. Se pravi, če je faza tega 90-stopinjskega pulza phi, mora biti faza sprejemnika minus delta P krat phi, se pravi je phi. In pa spomnili smo se, ko smo opisovali spektrometer, kvadraturno detekcijo, ko smo malo upeljevali osnove faznega cikla, da imamo še drugi detektor, se spomnite, zaradi faziranja spektrov, ki ga zahtevamo. Tako da ciklops smo omenili kot fazni cikel v prejšnjem predavanju, to je 4-cikelni fazni cikel, puls uporabljamo vzdolž osi x, y, minus x, minus y. Mislim, da mi je to logično, če so slučajno kakšne imperfekcije, jih seveda s takim cikličnim spreminjanjem se jih bo osnovil. In zdaj že vemo, da mora biti sprejemnik, prvi sprejemnik mora imeti enako fazo kot puls, drugi pa za 90 stopinj drugo fazo. Zdaj to pomeni, da obnovimo tisto, kar smo pri faznem ciklu, se pravi fazi pulza, če se odkloni sem, faza detektorja. Smo rekli, da če vektorček pojenja z desne, tukaj z desne, tukaj z desne, tukaj z desne, glede na detektor, bomo vedno zaznali absorpcijo. Drugi da pa disperzijo, ampak seveda je to pomemben element, ko gre. Zdaj seveda, mi smo zdaj izbrali koherenčni red -1. Vprašamo se pa lahko, kaj pa se zgodi s koherenčnim redom +1. In seveda, tle je fazni cikel, samo 2 koraka. Vidimo, da bo po prvem pulzu vzdolž x, faza sprejemnika bo tudi nič, se pravi x. Spomnite se notacija nič, 90, 180, 270, x, y, minus x, minus y, se pravi pojenja z desne. Ampak v drugem koraku je zdaj detektorska tuljavca ima faza y, puls je na tej strani pojenja z leve.
v tretjem koraku pojemlja z desne, v četrtem pojemlja z leve. Se pravi, ko bomo sešteli te 4 prispevke, bo vsota nič. Če mogoče kdo se želi ali pa se mora tega spomniti, naj pogleda predavanje, ko smo pogovarjali, prejšnji del predavanja, ko smo se pogovarjali o faznih ciklih. Se pravi, tako da zdaj fazni cikl lahko zapišemo na tale način, da je krajši, mislim, da je samoumevno, ni treba ponavljati, ima 4 korake. Se pravi, če bomo zaradi občutljivosti morali narediti recimo 8 ponovitev, se bo ta fazni cikl ponovil 2-krat. To je tudi razlog, če imamo fazni cikl 4 korakov, bomo malo videli še enega daljšega, moramo število ponovitev eksperimenta, tako imenovani scans, prilagoditi, da bo mnogokratnik temu, drugače seveda zmotimo naš fazni cikl. No, nadaljujemo mi naš pogovor ali diskusijo o izbiri koherenc. Poglejmo takle element pulznega zaporedja. Samo spomnim bi vas, da nam je tak element že dobro znan, 90 zamik 90. Spomnite, to je tisti, ki ustvari inverzijo, je tudi gradnik dvodimenzionalnega zaporedja Cauchy. Pravi, kaj zdaj takle pulzna sekvenca dela? Se pravi, v ravnotežju, ko čakamo, imamo koherenčni red nič, imamo ravnotežno magnetizacijo za osi Z. Prvi puls vodi koherenčni red plus ali minus 1, teka razvoj, pri Cauchyju bistven razvoj sklopitvene konstante, potem pa z drugim 90-stopinjskim puls želimo tole magnetizacijo, ki je bila v času T1 razvoja indirektna dimenzija povezana s koherenčnim redom 1, želimo pripeljati na tuljavo detektorja, seveda vprašanje je, kako bomo to naredili. Zdaj prav, mi že poznamo ta pravila, za drugi puls, delta P bo plus 1, faza bo potem minus phi. Za zdaj sprejemnik pa sledi fazi minus, spremembi faze minus 2, se pravi bo 2 phi. Spomnili bi samo še to, se pravi, da malo smo že demonstrirali, kako se v bistvu znebimo magnetizacije, ki ne sledi taki poti. Spomnim sem še enkrat, seveda tak 90-stopinjski puls. Prvi vzbudi tudi koherenčni red minus 1. Ampak zaradi faznega cikla tale, če rečem tako, ne bo izbran in seveda ne bo dal tokov tuljave. In to je bistvo teh faznih ciklov. Se pa, če zdaj zapišemo fazni cikl v 4 korakih, prvi puls, drugi puls in pa sprejemnik, in potem še naredimo, se pravi, zbujamo po vseh 4, to se pravi vse 4 osi v transverzalni ravnini, dobimo takle fazni cikl s 16 ponovitvami. Če imamo pulzno sekvenco, ki bo imela 16 korakov, bomo morali, če bo naša koncentracija vzorca ali pa neobčutljivost eksperimenta zahtevala, bomo morali naslednja možnost, da naredimo 32 ponovitev, če se ne želimo izogniti artefaktom v spektru. No, to je bilo malo uvoda, kako dizajniramo fazni cikl v NMR eksperimentih. Seveda je dobro, da spoznamo, kako pravzaprav gre za razvoj koherenc, kako izberemo. Tisto glavno, za kar smo se pa tega lotili, pa da nam bo zdaj pomagalo razumeti, da imamo v NMR-ju tako imenovane večkratne kvantne filtre, v stujko multiple quantum filters. In zdaj si zamislimo, da imamo sistem 3 spinov, ki so sklopljeni. Jasno je, da bo najbolj energijsko ugodno stanje alfa, 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 ko so vsi 3 v alfa stanju, najmanj ugodno beta, 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 in popolnoma jasno je, da imamo možnost po 3 permutacij za 2 stanje. Mislim, da jih lahko sami preberete. Tisto, kar je zdaj pomembno za nas, se pravi, imamo koherenčni red 1, to je vsak od teh, ko vzbudimo samo enega, vemo že, da ti dajo toliko tuljavi, hkrati imamo možnost prehoda v spremembo koherenčnega reda 2 in pa seveda v takem sistemu tudi 3.
Zdaj, zakaj, boste hitro vedeli, zakaj je to zelo pomembno. K naši cozy pulzni sekvenci dodamo še en 90-stopinjski puls. In želimo, da bo koherenca sledila takemu CTP-ju, Coherence Transfer Pathway-ju, ravnotežne magnetizacije, zbudimo koherenčni red +1, z drugim 90-stopinjskim pulzom koherenčni red +2, s tretjim pa pripeljemo na tuljavo detektorja samo tiste, ki so imeli vzgojen koherenčni red +2. Zdaj ne bomo tukaj tole razvijali, ampak mislim, da nam je jasno, vidimo, kakšne so spremembe in kako bi seveda določili fazo. Tukaj je fazni cikel, ki bi izbral koherenčni red, ki je tle označen z odebeljeno črto. Double quantum filter cozy, to je dvodimenzionalni eksperiment, se pravi, lahko rečemo varianta cozy eksperimenta, ki smo ga spoznali, s tem, da izbira koherenčni red v času T1 razvoja skupitvene konstante, teka razvoj lahko v stanju -1 ali +1. Tale tretji puls pa poskrbi, da samo, se pravi, magnetizacije, ki so bile vzbojene do koherenčnega reda 2 ali -2, se pravi, so vsaj dubleti, ker vsaj jedro, ki ima vsaj enega sklopnjenega partnerja, lahko vzbudi koherenčni red 2, potem pripeljemo s tem tretjim pulzom, izberemo tako magnetizacijo in jo pripeljemo na detektor. Detektor, smo poudarjali že, izbere koherenčni red -1. Zdaj, tukaj na tem diagramčku, to je mogoče že ena tehnična stvar, imamo P-tip selekcije pa N-tip selekcije. V P-tipu selekcije je v času T1 red koherence -1, prav tako v času detekcije. Medtem ko pa je v N-tipu, ki pa T1 razvoj magnetizacije ima koherenčni red +1, v detekciji pa -1. Zdaj, zakaj je to zdaj tako pomembno? Na vrhu imamo en tak dvodimenzionalni cozy spekter. Kaj pravzaprav vidimo v tem spektru? Vidimo signale na diagonali, ki pa nimajo nobene sklopitve. Pa to so singleti v spektru. Potem si pa lahko razmišljamo, da imamo tukaj nek spinski sistem, tole bi bil metinski proton, ki je sklopljen s CH2 protonom, pa še z enim CH protonom. In lahko hitro razberemo iz tega cozy spektra, kaj je pravzaprav spinski sistem. Zdaj, v tem multiple quantum filter cozyju pa bi se radi znebili singletov. Se pravi, signali, ki nas ne zanimajo, si jih želimo znebiti. Se pravi, signali, ki ne vzbudijo koherenčnega reda vsaj 2 ali 3, to si lahko seveda izberemo sami, ne bojo dali toka na tuljavi. To zdaj je izredno pomembno, ker gre lahko za kakšne ostanke pufra, lahko za ostanke kakšnega topila in vsega na ta način lahko znebimo. Se pravi, kvantne filtre lahko prejemo 3 in več, če je 3, moramo imeti vsaj 3 sklopljene spine, seveda pa fazni cikel postane bolj kompleksen, to pomeni, da so eksperimenti tudi daljši. Daljši eksperimenti, se pa spomnite, pomeni, da bo več magnetizacije že zrelaksirali, se pravi, na tuljavo detektorja ne bomo dobili cele občutljivosti. Samo še ponazorimo, kaj je zdaj razlika, ko uporabimo double quantum filter cozy, glede na cozy. Imamo en spekter peptida, leucin enkefalina, to je cozy spekter, seveda smo v začetku tega predavanja pokazali pomen teh korelacijskih signalov in njihovo vlogo pri asignaciji, tukaj desno imamo pa double quantum filter cozy. Zdaj, mislim, da na hitro vidimo, da double quantum filter cozy singleti niso bili vzbojeni, tudi teh čudnih repov ob diagonalah več nimamo, se pravi, lahko rečemo, da je ta izboljšava spektra dramatična. Dejansko na diagonali imamo, se pravi, enodimenzionalni spekter, bi lahko rekli, za kemijske premike posameznih spinov, izven diagonale pa dejansko korelacijske signale.
Vidimo lahko tudi, če tako rečem, jaz včasih prerežemo torto, se pravi enodimenzionalni spekter, to pa prerez spektra pri nekem kemijskem premiku. Singleti, tole je, ta spekter je bil posnet v metanolu, je metanol, torej recimo ten ostank, ti, ki niso sklopljeni, nam spektra ne motijo. Seveda, vsaka stvar ima seveda dobre in slabe strani, tako izboljšanje spektra dramatično, kar pa je pa eksperiment je malo daljši in je zato tudi manj občutljiv. Mogoče samo še to, se pravi, tele eksperimenti so tudi izredno dobri, vidite, da imamo signale v antifazi, signale v fazi, potem si nekaj govoril, ko smo v primeru saharoze takrat povedali, da imamo aktivne in pasivne sklopitve in seveda iz takih dvodimenzionalnih spektrov, visoko kvalitetnih, kot je tale Dikojev-Kovzi, lahko izmerimo sklopitvene konstante. Seveda v nadaljevanju kursa bomo se spoznali, zakaj je sklopitvena konstanta